Pozdravljeni, lepo pozdravljeni z moje strani in predvsem iskrena hvala organizatorjem za priložnost, da lahko predstavim perspektivo primarnega pediatra, kar se tiče presejanja otrok za holesterol v Sloveniji. Kadar govorimo o slovenski pediatriji, mislim, da smo lahko zelo ponosni, namreč slovenski pediatri delamo tako dobro, da dosegamo najboljše rezultate na evropski in svetovni ravni, kar se tiče umrljivosti otrok in mladostnikov in pa dojenčkov. To je seveda zasluga izjemno dobre organizacije primarne, sekundarne in terciarne ravni zdravstvene službe za otroke in pa seveda tudi dobra organizacija prenatalnega in perinatalnega zdravstvenega varstva za otroke in mladostnike. In seveda, ali smo lahko s tem zadovoljni, ne smemo biti nikoli dovolj zadovoljni in vedno je treba iskati rešitve in načine, kako lahko naše delo še izboljšamo. Kje ga lahko izboljšamo? Delo zdravstveno varstvo za otroke in mladostnike v Sloveniji je predvsem v javnozdravstvenem pristopu. Tu smo nekako šibki. In sicer pediatri na primarni ravni tam do 1/3 delovnega časa posvetimo preventivnemu zdravstvenemu varstvu otrok in mladostnikov. Pri naših preventivnih pregledih pravzaprav redno na točno določena časovna obdobja skreniramo vse telesne sisteme, pravzaprav vse organske sisteme, rezultate vnašamo v naše računalnike in potem na koncu leta naredimo takole poročilo, ki ga pošljemo Nacionalnemu inštitutu za javno zdravje. Žal pa se ti podatki nekako na javnem inštitutu za javno zdravje obstanejo neobdelani. Skratka, v zdravstveni izkaznici občine pravzaprav skoraj da nimamo podatkov o zdravstvenem stanju otrok in mladostnikov. Zdravstvena izkaznica občine prikazuje telesni fitnes in prekomerno prehranjenost otrok, kar pa niso naši podatki naših sistematskih pregledov, ampak podatki, ki jih NIJZ pridobiva iz športno-vzgojnih kartonov. In pa podatki o analizi oziroma o astmi pri otrocih. Nikjer ni holesterola, nikjer ne prikazujejo podatkov skriningov drugih organskih sistemov. In če računamo, da lokalne skupnosti v župani, pravzaprav je to njihovo orodje za planiranje tako mreže zdravstvenega varstva na lokalni ravni, kot tudi za planiranje ukrepov za izboljšanje javnozdravstvenega stanja populacije na lokalni ravni, potem vidimo, da se na tem področju otrokom in mladostnikom godi velika krivica in v bistvu se dela populacije otrok in mladostnikov velika škoda. Če pogledamo to, zdaj pa ne gre naprej. Kaj se je pa zdaj dogajalo? Kliknite na prezentacijo še enkrat z miško, pa bo šla naprej. Skratka, zdaj sem en diapozitiv preskočila in ga je treba dati nazaj. Skratka, če gledamo tole skozi prizmo holesterola. 1995 se je začela postopoma uvajati presejanje holesterola pri naših 5-letnikih in tam 10 let smo pravzaprav pediatri imeli možnost individualne presoje pri otrocih, pri katerih smo našli visok holesterol. Smo pač ukrepali individualno po našem znanju, ki smo ga pridobili z rednim podiplomskim izobraževanjem. 2015 so potem iz pediatrične klinike v Ljubljani dodatno osmislili naše delovanje. Takrat smo pravzaprav dobili informacijo, da lahko z našim skriningom holesterola ne samo, da varujemo zdravje naših pacientov, otrok, temveč smo prišli do informacije, da odkrivamo s tem družinsko hiperholesterolemijo in s tem varujemo zdravje otrokovih staršev in celotne družine, kar je pravzaprav zdrava družina je za zdrav razvoj otroka izjemno pomembna, nekaj najpomembnejšega. Tako da nam je to dalo dodaten zagon, še večji zagon oziroma še večja stimulacija je potem predstavljal algoritem za izvajanje programa presejalnega testiranja za holesterol. Seveda pa s tem še ne moremo biti zadovoljni, mi si želimo tudi zaključek tega algoritma z načrtom celostne obravnave družinske hiperholesterolemije.
Če pogledamo še enkrat algoritem holesterola, mi imamo natančna navodila, kako ukrepati pri povišanem holesterolu, pri določenih vrednostih visokega holesterola, natančna navodila, kako ukrepati, če ugotovimo prenizek holesterol, in na pediatrični kliniki potem seveda skrenirajo celotne družine oziroma iščejo potem družine, ki so ogrožene zaradi hiperholesterolemije. Kaj nam v tem algoritmu manjka? Manjka nam sistematično pridobivanje informacije o tem, ali so vsi otroci izkoristijo to pravico, da so preskrenirani za holesterol. Manjka nam podatek, kaj se dogaja z našim pacientom, ko ga predamo družinskim zdravnikom, ali potem ta pacient, ki je pravzaprav kronični bolnik, redno obiskuje svojega zdravnika, ali redno jemlje terapijo, ali nadaljuje zdravljenje, ki je bilo začeto tekom našega zdravljenja. In poleg tega zelo si želimo nadaljevanje tega algoritma z sistematičnim medikamentoznim in nemedikamentoznim zdravljenjem otrok in njihovih družin, ki so ogrožene zaradi familiarne hiperholesterolemije. Kar se tiče medikamentoznega zdravljenja zvečanega holesterola oziroma familiarne hiperholesterolemije, mislim, da imamo na področju pediatrije kar dobre obete. Namreč mi že zadnje 2 leti imamo postavljen sistem v 25 zdravstvenih domovih za obravnavo otrok in družin ogroženih zaradi debelosti oziroma nezdravega življenjskega sloga. Imamo narejen natančen algoritem obravnave, kjer imamo razdeljene pristojnosti pediatri primarne, sekundarne in terciarne ravni. Imamo postavljene time, ki izvajajo obravnavo. Princip pa je enak kot pri holesterolu. Mi pri sistematskih oziroma preventivnih pregledih pediatri odkrivamo otroke in njihove družine, ki so ogrožene zaradi debelosti in nezdravega življenjskega sloga. In pa potem skozi to naslavljamo, pravzaprav zdravimo celotne družine. Pri tem se pediatri zelo intenzivno povezujemo z družinskimi zdravniki. Pediatrični timi se intenzivno povezujemo s timi v CKZ-ju, ki izvajajo intenzivno intervencijo, intenzivno obravnavo otrok in družin ogroženih zaradi debelosti. Hkrati pa delujemo tudi širše, povezujemo se z vrtci in šolami zaradi zagotovitve ustrezne prehrane in pa dovolj gibanja otrokom, ki so ogroženi zaradi nezdravega življenjskega sloga. In ne samo to, intenzivno delujemo tudi v lokalnih skupnostih, da zagotovimo tem družinam vztrajanje in dolgotrajno zagotovitev zdravega življenjskega sloga. Če povzamemo vse to, pravzaprav, kaj so naše naloge in izzivi. Definitivno rabimo in si zelo želimo sistematično zajemanje in analizo rezultatov preventivnih pregledov otrok in mladostnikov ter tudi odraslih. Želimo si, da v bistvu dobimo enotne protokole, kako predajati naše paciente, predvsem kronične bolnike, naprej družinskim zdravnikom in seveda potem sistematično naslavljanje medikamentoznega in nemedikamentoznega zdravljenja ogroženih posameznikov in njihovih družin ter sledljivost le-tega, sledljivost vključenosti in sledljivost, kako teče ukrepanje. To lahko zelo enostavno zagotovimo z enotnim elektronskim kartonom otroka, mladostnika in seveda tudi odraslega. In pa kar si najbolj želimo je, da zaživi novela pravilnika o preventivnem zdravstvenem varstvu, ki seveda daje pravno podlago za vse to, kar zdaj govorimo. Tako da se zelo lepo zahvaljujem za pozornost in se zelo veselim današnje razprave.